Lep dober večer, vsem skupaj. Verjamem, da je dolg dan za vami, da ste že utrujeni verjetno od dela, od vsega od poti. Bom poskušal ne preveč vleči, ne biti preveč dolgočasen, toliko da bom nekaj osnovnih stvari povedal, tudi kakšno zgodbo o tem, kaj se dogaja na tem področju tudi v drugih državah, kjer je evtanazija že sprejeta, tako da malo bolj razumemo, zakaj pravzaprav gre tukaj. Potem pa bo priložnost tudi za vaše vprašanje ali pa komentarje. Tako kot je bilo že rečeno, ne gre za to, da bi jaz vas prepričeval v neko stališče, ampak bolj za to, da razumemo širši kontekst in da znamo tudi drugim povedati, zakaj zagovarjamo določeno stališče. Tukaj vidimo že 3 pojme. En pojem je evtanazija in drugi pojem je pomoč pri samomoru, tretji pojem je človekovo dostojanstvo. Beseda evtanazija pomeni lepa smrt. In v izhodišču je to pomenilo to, da nekdo umre v miru. To, kar si vsi želimo. Saša Hribar je umrl v miru. V bistvu je zaspal na svojem fotelju. Mogoče poznamo tudi iz naših okolij nekdo, ki je v miru zaspal. To je prvotno bilo, to je evtanazija. Nekdo v miru zaspi. Danes, ko rečemo danes, evtanazija ne pomeni to. Evtanazija pomeni dejanje zdravnika, zdravnik mora biti, ki zaključi življenje neozdravljivo bolnega človeka na njegovo željo, na željo tega človeka ali njegovih svojcev, če človek ni več sposoben izraziti svoje želje, na neboleč način. Torej, evtanazija pomeni pravzaprav z našega vidika umor zdravnika, direkten umor zdravnika pacienta, čeprav je on za to zaprosil. On je zaprosil, prosim, končajte moje trpljenje. In zdravnik to naredi. To je evtanazija. In če naredi zdravnik to pod določenimi pogoji, zdravnik ni kaznovan za to dejanje. Ker drugače vse ustave še vedno kaznujejo, če ti posežeš v življenje drugega človeka. Vsi zakoni, pač vsa zakonodaja temelji na tem, da je človeško življenje nedotakljivo. Ampak v tem primeru, v državah, kjer je evtanazija dovoljena, pa zdravnik, če naredi pod točno določenimi pogoji, bomo tudi videli, kako ni kaznovan za to dejanje. Drugi pojem je pomoč pri samomoru. Pomoč pri samomoru pomeni, bolnik sam konča svoje življenje. Naloga zdravnika je, da presodi, ali je zdravnik res neozdravljivo bolan, ali se mu res izteka življenje, ali so bolečine res neznosne in mu bo ta učinkovina, ki jo bo dobil bolnik, skrajšala to trpljenje, ki ga še čaka. Ampak tukaj zdravnik ni vključen v dejanje samo končanja življenja, ampak bolnik sam mora to narediti. Ne njegovi svojci. Ne smejo svojci tega narediti. Samo bolnik lahko sam zaužije neko učinkovino, s katerim se konča njegovo življenje. To je pomoč pri samomoru. Tako ureditev ima zdaj Avstrija. Od leta 2021 je v Avstriji zakon, ki dovoljuje pomoč pri samomoru. Potem imamo pa človekovo dostojanstvo, je pa pravzaprav temeljni pojem, o katerem se bomo pogovarjali tudi tukaj. In v bistvu imamo 2 razlagi, kaj je človekovo dostojanstvo. Oboji, tako tisti, ki so proti evtanaziji, tako tisti, ki so za evtanazijo, oboji se sklicujejo na človekovo dostojanstvo. Tisti, ki so za evtanazijo, torej za to, da bi evtanazija bila dovoljena, rečejo, človekovo dostojanstvo zahteva, da mi končamo njegovo trpljenje. Nedostojno je, da človek trpi in v določenih primerih je dostojno za človeka, da konča trpljenje in da se zaključi njegovo življenje. In naj ga zaključi ali sam, če to zmore, ali zdravnik.
Torej, tisti, ki so za evtanazijo, rečejo, mi smo za evtanazijo zaradi človekovega dostojanstva. Mi, ki smo proti evtanaziji, tudi rečemo, človekovo dostojanstvo je tisto, ki nam preprečuje, spoštovanje dostojanstva je tisto, ki nam preprečuje, da bi mi končali življenje drugega človeka. Jaz ne morem nekomu vzeti življenje, ker ima ta človek dostojanstvo. In če bom jaz posegel in končal njegovo življenje, sem kriv njegove smrti. Nase prevzamem odločitev, kdaj bo ta človek zaključil svoje življenje. Če pa nekomu priznamo dostojanstvo in dostojanstvo priznamo vsakemu človeku, ne glede na njegovo zdravstveno stanje, ima vsak človek dostojanstvo, pa pomeni, jaz moram človeku lajšati bolečino, moram vse narediti, da človek ne trpi, vse, tudi skrajne medicinske ukrepe, o tem boste govorili jutri z zdravniki, ne smem pa mu vzeti življenje, ker ima ta človek dostojanstvo, ker je dostojanstvo nekaj, česar ni v roki drugega človeka. Vsak je nosilec svojega dostojanstva. Tako da vidimo dva pojma dostojanstvo, dve razlagi, kaj je dostojanstvo. 3 pojme. Zdaj pa začnimo z eno molitvijo ali pa z eno Jobovo prošnjo Bogu. Verjetno ste vsi že slišali za svetopisemskega Joba, ki se mu je zgodila krivica. Nedolžen človek, pravičen človek, pošten človek, vse, kar je naredil s svojim delom in potem se začnejo dogajati nesreča za nesrečo. Na koncu je celo njegovo telo v bistvu povsem podvrženo bolečinam, bolezni, trpi zaradi hudih bolezni. In v tem trpljenju Job pravi, moj vsakdanji kruh je moje vzdihovanje. Kakor voda se razlivajo moji kriki. Strah, ki sem se ga bal, je prišel name. Kar mi je zbujalo grozo, me je zadelo. Nimam miru, nimam počitka, nimam pokoja, prišel je trepet. Spravi, trpljenje človeka, ki je lahko del tudi naše izkušnje. Tudi mogoče koga od nas čaka podobna situacija, kot je čakala Joba. Ali pa smo izkusili to, da je nekdo ob nas trpel. Trpljenje ni enako bolečina. Bolečina je fizičen občutek. Trpljenje je bolj celosten pojem. Trpljenje lahko nekdo trpi tudi zaradi osamljenosti, tudi zaradi krivice. Bolečina je nekaj, kar te boli fizično, trpljenje je bolj celosten pojem. In dolžnost, etična dolžnost vsakega izmed nas je, da lajšamo trpljenje. Tudi, da sebi ne nalagamo trpljenje in da drugim olajšamo trpljenje. To je naša etična dolžnost. Nikakor ni krščanstvo tisto, ki bi spodbujalo trpljenje, ki bi reklo, ti kar trpi, da boš potem s tem doprinesel nekaj Kristusovemu trpljenju in bo to trpljenje za rešitev sveta. Seveda mi darujemo skupaj s Kristusom trpljenje. Seveda mi lažje prenašamo trpljenje, če smo povezani s Kristusom. Ampak od vsega začetka je bilo krščanstvo tisto, ki je spoštovalo vsako človeško bitje. Prve bolnišnice, prvi hospiciji so nastali znotraj krščanskih skupnosti. Poskrbeli so za najbolj osamljene, najbolj trpeče v družbi, zato, da bi jim lajšali trpljenje. To se pravi, naša naloga je absolutno to, da lajšamo trpljenje. Nikakor ne gre zdaj za to, če smo mi proti evtanaziji, da bi pa rekli, ja, pač moramo trpeti, trpljenje sprejeti, moramo lajšati trpljenje. Seveda pa po drugi strani nimamo pravice končati življenje. To je v bistvu zdaj temeljno
temeljna krščanska drža. Še ena stvar je pomembna, to, da nasprotujemo evtanaziji, ne pomeni, da smo za podaljševanje življenja za vsako ceno. In to boste tudi jutri slišali. Mi smo, tako kot je bilo rečeno, zato, da spoštujemo življenje od začetka do naravne smrti. Torej, tudi spustiti življenje, pustiti, da človek umre, ne za vsako ceno vztrajati, vzdrževati življenje, podaljševati življenje. Tudi upati si, pustiti tudi svojcu, da odide, da ne vztrajamo z nekimi terapijami, če vidimo, da te terapije niso smiselne. Ne bodo prinesle dodatne kakovosti življenja. Torej, presojanje, moralno presojanje v koncu življenja ni samo, da mi rečemo, mi pa bomo vse naredili, da človek ne bo umrl. Mi verjamemo v večno življenje. Mi verjamemo v to, da se to življenje tudi izteče. Tudi pustiti človeku umreti je etična zahteva, je v bistvu nekaj krščanskega. To je zelo pomembno, da ne bi potem rekli, zdaj pa zato, ker nasprotujemo evtanaziji, pa želimo zdaj ljudi, ustrajati, ker to je velikokrat v glavah, nasplošno v glavah ljudi, bojimo se, da bomo nekje priključeni na enih aparatih in potem vegetirali mesece, leta nekje priključeni. Človeško, krščansko je, se pravi, tudi pustiti, da človek umre. Povedal sem že, da recimo splošna deklaracija človekovih pravic govori o tem, da moramo priznati človekovo dostojanstvo, tako da spoštujemo vsakega človeka brez vsakršnega razlikovanja, zlasti glede na raso, barvo, kože, spol, jezik, vero, politični in drugi nadzor, narodno in družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali katerikoli drugo okoliščino, to je tudi bolezen. Se pravi, tudi glede na zdravstveno stanje, vsi ljudje imamo dostojanstvo. In dostojanstvo je, tako kot trenutno še stoji tudi v slovenskem pravnem redu, je notranja vrednost vsakega človeka. Zato je po zakonodaji, ki je trenutno v Sloveniji, evtanazija kaznivo dejanje. Če bi zdravnik v Sloveniji izvedel evtanazijo, je zagrožena kazen 5 let. Torej, ga čaka 5 let zapora, če izvede evtanazijo. In zanimivo se mi je zdelo, ko sem prebiral stvari, da sta dva slovenska profesorja na Univerzi v Ljubljani leta 2021, en je bil pravnik in ta drugi zdravnik, sta izdala en članek, v katerem nasprotujeta dvema nemškima pravnikoma, en pravnik in zdravnik iz Nemčije, ki sta utemeljevala to, kar je potem Hitler izvedel. Torej, evtanazijo, ki jo je Hitler izvedel, projekt evtanazija je bil projekt iztrebljanja invalidnih, bolnih ljudi, otrok z genskimi boleznimi, se pravi, to je bil projekt evtanazija. Pomeni, očistimo raso vseh tistih, ki pravzaprav so samo breme v tej družbi in je šlo za razlikovanje, da je nekatero življenje je vredno živeti, imamo pa tudi življenja ljudi, ki so nevredna življenja, torej niso vredna, da živijo. Recimo nekdo, ki je umsko prizadet, ni vreden, da živi. To je bila in v bistvu preden je Hitler sploh kjerkoli še bil, so bili že znanstveniki, ki so dajali to podlago. In dva naša sta v trenutku, ko so v Nemčiji to pisali, sta v bistvu naredila nek članek v reviji Pravniški slovenski in pravi tale gospod Šerko, ki ga tukaj le vidimo, ki je bil nevrolog, zdravnik, pravi, kdo je predrzen dovolj, lastiti si kompetenco razsojati, katero življenje je življenje nevredno.
Kdo pozna zamisel življenja sploh? Kdo ve, kam plove človeštvo? Kdo pojmi samega sebe? To sploh samega sebe dojema. Jaz se ne pojmim, to pa čutim v dnu svoje duše, da ni moj edini namen ustvarjati ekonomske vrednote, da se ne da izračunati vrednost mojega bitja po formuli naših dobičkarjev in špekulantov. Torej, pred 100 leti misel, ki je aktualna za danes. Če pogledate predlog zakona o evtanaziji, potem vidite, da evtanazija stane 4100 evrov, medtem ko zdravljenje bolnika in mesec zdravljenja bolnika stane pa 15.000 evrov. In na podlagi tega upravičujejo predlagatelji zakona o evtanaziji, da je to računica, ki jo je treba podpreti tudi z ekonomskega vidika. Jaz ne rečem, da je prvi motiv recimo določenih ljudi bil denar. Ampak kljub temu je to je miselnost, ki je v ozadju. Določeno življenje ni več vredno življenje. Kje se bo končalo? Pri kom se bo končalo? Kdo bo še dovolj vreden, da bo na koncu živel? Noben, mogoče tudi ne bo rekel, zdaj pa moraš ti končati svoje življenje. Ampak jaz se bom počutil, če bom star, če ne bom imel nobene več koristi za to družbo, se bom jaz počutil v eni taki družbi nevreden, da še obremenjujem to družbo. Bom sam zaprosil za to, da ne končajo moje življenje, zato, ker bom imel to možnost. In bom v tistem obupu in tudi v eni odgovornosti do ljudi, do družbe, ki bo čedalje starejša, čedalje več ljudi bo, ki bo starih, bolnih in tako naprej, kam bo šla ta družba, če bomo mi tukaj zavoro spustili. Kje se bo ustavljalo? Še enkrat pravim, sami bomo prosili za to. Ne bo nekdo prišel, kot je bilo v Nemčiji, pa rekel ti, pa ti greste. Ampak jaz bom rekel iz svoje in tudi mentaliteta, ki se ustvarja, bo taka, da bo nas pritisnila v to. Temu se reče strokovno evtanazijski mobbing. Se pravi mobbing k evtanaziji. In zdaj, če pogledamo, kaj pravijo tile naši predlagatelji v zakonu, ki gre zdaj skozi parlamentarno proceduro in upajmo, da ne bo šel čez. Danes sem prebral sporočilo, da je na Danskem etični odbor, in Danska, veste, da ni nobena katoliška država, oni imajo državno protestantsko cerkev in tako naprej, ampak etični odbor je od 17 ljudi v etičnem odboru je 16 ljudi glasovalo proti evtanaziji, čeprav je 75% ljudi po anketi javni za evtanazijo. Ampak točno to so rekli, kar jaz tukaj zdaj govorim, tudi na Danskem, če mi spustimo to stvar skozi, se bodo spremenile temeljne vrednote naše družbe. Začeli bomo razlikovati med vrednim in nevrednim življenjem. In bomo spet tam, kjer smo enkrat že bili. Pred, se pravi, drugo svetovno vojno. In tja si ne želimo več. Ne? In so druge rešitve. Še enkrat pravim, ni to, da smo proti evtanaziji, zdaj pa da bi rekli, zdaj mora pa človek trpeti, pa zdaj treba podaljševati življenje, pa tako naprej. Imamo, tako kot boste jutri videli, imamo paliativno oskrbo in ta del medicine bi moral bolj priti do izraza. Tudi zato, da se zdravnike razbremeni, da zdravniki razumejo, da ni treba narediti vse za to, da vzdržujejo življenje. Človek se lahko odloči in reče, jaz čutim, da sem v bistvu, da se mi življenje izteka. Ne želim več nekih intenzivnih terapij. Rad bi zaključil svoje življenje v mir, se srečal s svojimi svojci, imel v bistvu to, da ne bom trpel, ampak ne želim pa zdaj na vsak način se boriti. Nekdo drug bo mogoče hotel, še, bo pa rabal. Ni zdaj to, ko to razmišljamo, da bi zdaj rekli, bomo pa zdaj dali eno pravilo, ki bo veljalo za vse.
In tukaj je gotovo tudi eno osebna odgovornost, osebno odločenje in osebno spremljanje ljudi in tudi potrebe, ki jih imamo ob umiranju. To boste jutri tudi imeli. Katere so te duhovne potrebe, recimo, ki jih imamo v koncu življenja? Potreba po zaključevanju, potreba po spravi, potreba po tem, da jaz da se pomirim z ljudmi, z vsemi. Marsikdo ne more umreti, ker ima še neke nerazrešene stvari. In tukaj je potem ta paliativni tim, v katerem bi pa lahko recimo tudi prostovoljci Karitas sodelovali, bodisi z pogovori, z obiski, tudi z vzpostavljanjem določenih vezi. Teh stvari se bomo morali še naučiti. V tem smislu, da spet vrnemo smrt v ta naš vsakdanji tok življenja. Se pravi, umiranje je en del življenja, v katerem lahko vsi nekaj dobimo. Vsi se lahko obogatimo, če bomo to vrnili, recimo zdaj čist v Sloveniji umre veliko več kot 50%, zdaj nimam številke ljudi v bolnišnicah. In ni potrebe. So primeri, ko zdravniki rečejo, ljudje pošljajo, svojci pošljajo človeka samo umreti v bolnico. Se že ve, da bo umrl, ko bi lahko umrl doma. Ampak je ta strah pred smrtjo, strah pred tem, kaj se bo zgodilo, ker pač ne znamo, se bojimo, ne znamo, ne vemo, kako izgleda in so stvari za nas pretežke. Sprav tega, spet se naučiti nekaj takega. Človekovo dostojanstvo, pravijo predlagatelji zakona, izvira iz njegove notranje svobode, zavedanje vsakogar, da lahko avtonomno oblikuje in uveljavlja svoje ideale in prepričanje. Se pravi, za njih je pa človekovo dostojanstvo, tudi jaz odločam o samem sebi in tudi o svoji lastni smrti. Pravica do končanja lastnega življenja je v tej luči integralni del pravice vsake osebe, da avtonomno vodi svoje življenje v skladu s svojimi ideali in prepričanji, del katerih je tudi ocena o lastnem zdravju in stopnji dostojanstva, ki mu jo zdravje, ko to začenja pešati, še dopušča. Torej, odvisno je od tega, kako se bom jaz odločil, a imam še dostojanstvo ali nimam in lahko rečem, zame je dostojanstveno to, da končam svoje življenje. Dobro. Zdaj, ena stvar, ki je, recimo tole en tak predstavnik nove etike, ki zagovarja pravice živali in zagovarja tudi to, da tam sem napisal en tak citat iz njegovega dela, teden dni star novorojenec ni razumno in samozavedujoče se bitje in obstajajo številne nečloveške živali, katerih stopnja razumnosti, samozavedanja, zavedanja, sposobnosti, čutenja in tako naprej presega stopnja teh lastnosti pri teden ali mesec dni starem človeškem novorojencu. Pravi, da tudi dojenček nima vrednosti, kot jo ima recimo en pes, en prašič, ker je bolj razvit kot ta dojenček. Ampak to se mi zdaj, vidim na obrazih, malo se zgražamo, ampak jaz sem bil 2 dni nazaj v državnem svetu, ko smo imeli en pogovor o živali in človek, odnos med živali in človek. 3 od razpravljavcev so trdili tam točno toliko, da so živali, določene živali bolj razvite kot določeni ljudje in da ne smemo delati diskriminacije, razlikovanja glede na pripadnost vrsti, ampak da moramo pravzaprav živali bolj spoštovati kot ljudi. In po drugi strani pa govori o tem, da pa je pa treba omogočiti, da pa ljudje lahko v koncu življenja končajo svoje življenje. In pravi takole, naše odločitve, kako ravnati z bolniki, pri katerih je zavedanje nepopravljivo izgubljeno,
ne sme biti odvisno od zvišene retorike o enaki vrednosti slehernego človeškega življenja, temveč od pogledov družin in partnerjev, ki jih je treba upoštevati v trenutkih tragične izgube. Če je bolnik v trajnem vegetativnem stanju pred tem povedal, kako naj se z njim ravna v takih okoliščinah, je treba upoštevati tudi to. Hkrati ne smejo pozabiti na omejene vire javnega zdravstvenega sistema in na potrebe tistih, ki bi jih bilo mogoče rešiti s presaditvijo organov. Se pravi, poleg tega, da zdaj spoštujemo pravico človeka, da konča svoje življenje, moramo gledati pa še na presaditve organov in na to, da so določeni ljudje, potem, ki naredijo eutanazijo, vir za to, da se pridobijo organi. In to, kar je trenutno, verjetno bo kdo jutri ali pa ne bo tega govoril, vam povem, recimo v Belgiji, eno od glavnih etičnih problemov in dilem danes je pri mlajših ljudeh, ki zaprosijo za eutanazijo zaradi psihičnih motenj, se pravi, ker imajo globoke depresije in zaradi globokih depresij zaprosijo za eutanazijo in potem dajo svoje organe za presaditev. In v bistvu, kar se zdaj dogaja, je to, da se na nek način tiho spodbuja herojsko dejanje mlajših, ki so obupali nad življenjem in vidijo smisel svojega življenja v tem, da končajo svoje življenje in dajo svoje organe za druge in se počutijo pri tem koristne za družbo. In zakonodaja to omogoča. Se pravi, spet, tudi če nekdo ni mislil tako v začetku, ampak ko ti pogledaš celotno verigo, kaj se dogaja, potem vidiš, kaj pomeni to, kar ti spustiš zavoro. In gredo stvari tako. Španija je bila predzadnja država v Evropi, ki je legalizirala eutanazijo, zadnja je bila Portugalska. V letošnjem letu je potem v tretje parlament vendarle sprejel ta zakon. Tako da imamo trenutno v Evropi Nizozemsko kot prvo, ki je leta 2001 legalizirala, Belgija leta 2002, Luksemburg leta 2009, potem pa imamo zdaj Španijo 21 in Portugalsko 23. In ko so Portugalci sprejeli ta zakon, 202 glasova sta bila za, pa 142 proti, je španski premier Pedro Sánchez takrat izjavil: danes smo postali država, ki je bolj človeška, pravična in svobodna. Zakon o eutanaziji, ki ga je zahteval večji del družbe, je končno postal resničnost. Hvala vsem ljudem, ki so se neutrudno borili za priznanje pravice do dostojanstvene smrti v Španiji. Se pravi, ob tem so uporabljali spet ta pojem dostojanstvena smrt in v bistvu velika zmaga za človeka, da lahko ubijemo človeka. To je velika zmaga za človeka. In kakšni so pogoji, zakaj to govorim? Zato, ker je slovenski predlog enak. To se pravi, v glavnem so prepisali predlagatelji slovenskega zakona iz španskega zakona. Oseba mora imeti resno in neozdravljivo bolezen ali kronične bolečine, mora biti španski državljan in imeti dovoljenje za bivanje v Španiji, zato da ne prihajajo tja drugi, se pravi, Slovenci ne moramo iti v Španijo to narediti. Potem, ko se odloči za zahtevo, mora biti pri polni zavesti, podati jo mora dvakrat v pisni obliki v časovnem razmiku 15 dni. Zdravnik lahko zahtevo zavrne, če pogoji niso izpolnjeni. Odobriti mora to zahtevo še en zdravnik in tudi posebna komisija, ki pregleda, ali je bila celotna dokumentacija narejena, so vse stvari tam. In to, kar je, zdravnik ima sicer možnost ugovora vesti, tako da jim ni treba sodelovati, če ne želijo, mora pa napotiti potem bolnika k drugemu zdravniku, podobno kot recimo ginekologi pri nas, ki imajo ugovor vesti. Se pravi, bolnik mora imeti to pravico zagotovljeno, tudi če je določen zdravnik ne želi narediti.
kakšen je bil odgovor cerkve. To se mi zdi zelo dobro videti, tudi zato, če Bog ne dej, ne pride do te stvari tudi pri nas, ampak lahko pride. Zdaj, če bo odvisno je čisto politično, kako se bodo stvari odvijale v prihodnih mesecih. Drugače je tako, v Sloveniji na vsake tok časa pride ta val. Torej, bilo je, recimo, najprej je bilo leta 2001-2002 je bil prvi val, ko se o tem govorilo. Pa je čisto potihnilo, pa je spet prišlo, tam 8, 9, 10 je bilo že spet, potem spet potihnilo, potem je bilo tam, ki je bil Radan, se spomnite, najprej je bilo tako precej za, potem se je videlo, da je 8-9 ljudi umrlo v eni noči ali 2 nočeh, ne? Ampak noben od tistih ni zaprosil, tudi noben od domačih ni vedel, da bi ti ljudje zaprosili za končanje življenja. Čeprav se je potem kasneje preko procesa dokazovalo, da ni naredil nič kaznivega oziroma da ni dal snovi, s katerim bi končal življenje. Ampak vsi ljudje so bili utrpeljeni, nobenih dokazov ni, noben ne ve, kaj se je dejansko zgodilo. Ampak najprej, če se spomnite, to je bilo 14-15 naenkrat, je bilo spet, zdaj pa je treba eutanazijo uzakoniti, vidimo, da je to nekaj humanega, pa se je že videlo, to so pa lahko zlorabe, to lahko zdravnik kar naredi. En večer, ki se je ženo skrekal, ali pa žena z možem, pa mu grejo tam bolniki na živce, pa vzame tiste njihove izjave, ki so jih mogoče enkrat napisali, če se bo stanje tako in tako poslabšalo, potem me eutanazirajte. In on ugotovi, da se je stanje res tako in tako poslabšalo in v bistvu izvede samo tisto, kar so bolniki itak želeli. Oni so želeli eutanazijo, malo predpisano. Tako da, kaj so zdaj naredili, kaj je naredila španska cerkev? Generalni sekretar Škofovske konference je rekel, čas je za spodbujanje kulture življenja in konkretne ukrepe za promoviranje vnaprejšnje volje ali vnaprejšnjih izjav, ki španskim državljanom omogočajo, da jasno in odločno izrazijo svojo željo po paliativni oskrbi. Svojo željo, da ne bi bili podvrženi uporabi tega zakona eutanaziji. Se pravi, cerkev je spodbudila zdaj ljudi, da ne začnejo pisati vnaprejšnjo voljo, vnaprej se ne odločijo, da če pridejo v situacijo, ko bodo imeli neke neozdravljive bolezni, neznosne bolečine in tako naprej, želijo paliativno oskrbo in ne eutanazijo. In naj to vnaprej imajo pisno pri sebi, oziroma naj to pisno oddajo, tako kot, ne vem, podamo, da smo darovalci organov, se pravi, pisna vnaprej izražena volja, da ne želimo eutanazije, da želimo paliativno oskrbo. Kardinal je pa rekel, da ne moramo se šteti za napredno družbo z odobritvijo zakona, ki spodbuja bolnike, da se predajo in končajo svoje obstoje. Tole smo že vse povedali, zdaj pa v bistvu tukajle samo nekaj takih argumentov za in proti, zato da vidimo, kako odgovoriti na to, kar zagovorniki zakona govorijo. Zagovorniki pravijo, osebna avtonomija posameznika je tista, ki je ključna. Se pravi, jaz odločam o vsem v življenju in to je dostojanstvo človeške osebe, da jaz svobodno odločam o vsem. Vi ste se odločili, da prijete na ta seminar. To je vaša svoboda, to je moja svoboda. In ker imam jaz svobodo, bom svobodno odločil tudi o koncu svojega življenja. Zdaj, kako lahko zdaj na to odgovorimo? Po eni strani lahko rečemo, noben ni svobodno se odločil, da bo začel svoje življenje. Življenje vsakega izmed nas je podarjeno. Noben se ni šel prijaviti v zavod za življenje, jaz bi pa zdaj začel živeti. Ampak enostavno mi smo začeli živeti. Življenje nam je podarjeno
In ker je življenje dar, ki nam je dano, je v bistvu tudi naša dolžnost, da to življenje živimo in pustimo, da to življenje se tudi konča, tako kot se je začelo, brez naše odločitve. Tako kot na začetku ni bila naše odločitve, tako tudi na koncu je pravzaprav življenje tisto, ki naj se zaključi samo. In človek ni absoluten gospodar življenja in to življenje ima neodtujljivo dostojanstvo. Potem drugi razlog za evtanazijo, ki je največkrat tudi poudarjen, je, zakaj smo za evtanazijo? Zato, ker hočemo končati trpljenje. Končati nesmiselno trpljenje. In bolniku na human način skrajšamo neznosno telesno trpljenje. In tukaj boste jutri potem slišali strokovnjake z oddelka za paliativno medicino, ki vam bodo povedali, danes medicina v veliki večini obvladuje bolečino. Se pravi, sem pa že rekel, trpljenje je več kot bolečina. Bolečina je fizična bolečina. Fizično bolečino v marsičem obvladujejo, ne pa vprašanja smiselnosti obstoja. To pa je tisto, kar je vprašanje trpljenja. Tam pa je potem nekaj, kar bi morali bolj celostno vsi se vključiti v to. Se pravi, obstajajo pomirjevalna sredstva, s katerimi lahko obvladujemo bolečino. V skrajnem primeru, čisto v skrajnem primeru, kot ni možno, recimo pri onkoloških bolnikih, rakavih bolnikih, ki jim recimo rak razje celotno notranji del telesa in je v bistvu vsaka snov, ki jo nekako zaužijejo in prinese samo še bolečino in dodatno trpljenje in tako naprej. V takih primerih, ki so pa res izjemni, se pa izvede tako imenovana paliativna sedacija, kar pomeni, da se človeka uspava in človek potem umre zaradi tega, ker ne dobi snovi vase. Ampak v bistvu se poskrbi, da ne trpi. In ni pa to eutanazija v tem smislu, da bi mi končali s tem dejanjem. Mi ne zaustavimo njegovega srca. Mi zaustavimo pravzaprav to, da bi človek trpel, se ga uspava in potem v bistvu umre. Nekdo bi rekel, zakaj je to treba? Ravno zato, da je neka meja, da rečemo, ne bomo direktno posegali v to, da bomo mi določili trenutek. Tudi tega, ki je v paliativni sedaciji, ne vemo, kdaj bo umrl. Medtem, ko če ga eutanaziramo, vemo točno. Takrat se pravzaprav srce se bo ustavilo in bo končano. Potem bolnika za eutanazijo pravijo, bolnika odrešimo duševnega trpljenja, ki se kaže kot izguba samostojnosti, tesnoba, žalost. To je tisto, kar sem prej rekel, trpljenje, celostno trpljenje. In tukaj je seveda rešitev ta, da v bolezni človek ni sposoben zares svobodne in razumne presoje. Torej, mi rečemo, bolnik se je odločil, da bo končal. Seveda, ker ne vidi smisla svojega obstoja. Ker ga boli, ker trpi, ker ne vidi smisla in tukaj je ključna bližina svojcev, bližina drugih ljudi, s katerim on lahko deli svoje stanje. In ga ne odrešimo tako, da mu končamo življenje, ampak tako, da mu ponudimo svojo bližino. To je pravzaprav rešitev za človeka. Potem, to, kar smo rekli, mnogi nočejo biti v breme svojcev. To je en od glavnih argumentov za eutanazijo. Vsak izmed nas verjetno bi se tle najdel, da ne bom v breme, da ne bom zdaj v napoto domačim in bodo imeli same sitnosti z mano in tako naprej. In tudi tukaj je pravzaprav
to, kar sem napisal, je tudi kot recimo en pedagog, nekdo, ki dela z otroki in z mladimi, skrb za bolne ima velik pomen pri vzgoji za človečnost in empatijo pri mladih. Danes še posebej v tej digitalni dobi mladi izgubljajo občut za empatijo. Zakaj? Zato, ker vse deluje na klik, vse deluje na dotik, vse, karkoli si želim, je tukaj, ko jaz pritisnem. In soočanje z bolečino, z boleznijo, s trpljenjem, s krhkostjo, z ranljivostjo, z nepopolnostjo, je pa nekaj, kar v meni prebuja sočutje, empatijo, poistovetim se z nekom, ki trpi. Ko jaz vidim, da nekdo trpi, tudi jaz trpim. Nekako srkam tisto, kar se dogaja v človeku, zraven mene, posrkam vase in postajam bolj občutljiv. Postajam bolj dojemljiv za bolečino ljudi, bolj dojemljiv za drugega, za čutenje drugega. Ker če nimam tega stika, če nimam te izkušnje, ne bom postal čuteč človek. In to, kar vidijo danes, recimo sploh v azijskih državah, kjer so še 2 koraka pred nami, vidijo, da so mladi avtomati, da ne čutijo več, ne čutijo ničesar, ne čutijo niti bolečine, ne čutijo to, da če se drugmu nekaj zgodi hudega, niti ne začuti sam, da se mu nekaj zgodilo. Zato, ker je, ne vem, skozi na računalniku, skozi na vsem tem. Torej, ne, da so starejši pa bolni odveč, ampak da se mi ukvarjamo, da so programi v šolah, da so programi za mlade, da je recimo ena od stvari, ki smo jo že velikokrat predlagali, pa bi bila v tej družbi zelo koristna, recimo, če nimamo vojaškega roka, imamo lahko pa civilno služenje za vse, za fante in punce, pol leta v nekih ustanovah, takšnih ali drugačnih, kjer delajo z ljudmi, z otroki, s prizadetimi. Zakaj? Ravno zato, da postajajo bolj ljudje, bolj čuteči. Pa da začne ceniti. Jaz, recimo, ena od stvari, ko sem bil v Zavodu Svetega Stanislava, ena od stvari, ki sem jo uvedel, gor je bil socialni praktikum za dijake. Se pravi, en teden, oziroma 4 dni, v 2. letniku gredo v bolnice, domove za ostarele in tako naprej. En dan, prvi dan imajo usposabljanje, potem so pa 3 dni so v teh ustanovah. In vsako leto potem napišejo refleksijo. In vsako leto so bile iste stvari, zdaj mi grejo, se mi kar kože, vsako leto so bile iste stvari. Punce so rekli, naenkrat smo opazili, da mozolji sploh niso problem. Ko je ona videla tam ene otročke, recimo prizadete, telesno prizadete, ali kakorkoli, recimo s kakšno voljo do življenja in tak otrok nekaj hoče, ali pa koliko je bil vesel, koliko jo je čakal naslednji dan, da je spet prišla in tako naprej, je naenkrat videla, da vse tisti problemi, s katerimi ona misli, da ima nekakšne probleme, niso nič, zaradi tega, ker je v bistvu življenje nekaj drugega kot njene predstave o popolnosti. To želim reči. Ne, da mi rečemo, starejši pa ti so odveč. Najti moramo načine za to, da se bodo mladi ob njih učili biti človek. Potem pa ekonomski prihranek, kot smo slišali, tudi v predlogu zakona. Tukaj jaz zelo se zavzemam za to, da zdravstveni sistem mora biti solidarnostno naravnan. To je nekaj, kar je recimo pri nas bolj ali manj recimo urejeno in mora tako ostati, zato da ne bo na koncu paliativno oskrbo imel tist, ki si jo bo lahko plačal, medtem ko tist, ki si jo pa ne bo mogel plačati, imel pa eutanazijo.
Do tega ne sme priti, nikakor ne sme priti. Vse moramo pravzaprav narediti, da se ohrani se pravi, zavarovanje zdravstveno, tako da ostaja solidarnost. Za konec, ker sem daljši, kot sem mislil, bom samo še tole povedal en primer, spet konkreten, ene bolnice na Nizozemskem, ki je zbolela za Alzheimerjevo bolezni. In je napisala, vnaprej je napisala, v primeru, če ne bom mogla več poskrbeti sama zase zaradi te bolezni, vedela je, kaj jo čaka. In bi morala iti v dom, želim, da se izvede evtanazija. In prišlo je do tega trenutka, da ni mogla več skrbeti sama zase. Hčerka je presodila, da pač ne more ona tudi skrbeti za njo. In je želela, da se hčerka zdaj, ker mama itak ni vedela zase, hčerka želela, da se zdaj izvede evtanazija, tako kot je mama želela. Mama je napisala, če se bo bolezen tako poslabšala, potem želim končati življenje. In zdravnik oziroma zdravnica je bila, je dala uspavalo v kavo, in ker je v bistvu tako, evtanazija ali pa tudi recimo pomoč pri samomoru gre v dveh korakih. Prvi korak je to, da ti dobiš uspavalo oziroma nekaj za to, da te ne bo bolelo. Druga snov je pa ta, da ti ustavi srce. In tej gospe so najprej dali to uspavalo v kavo, gospa je to spila in zaspala in so jo dali na posteljo, da ji bodo dali še drugo injekcijo, zato da se konča njeno življenje. Gospa se je zbudila in ni pustila. Se pravi, gospa je protestirala, je hotela živeti. Se pravi, pač v tem stanju, v katerem je bila, je želela živeti in je zdravnica potem prosila hčerko in moža hčerke, se pravi zeta od te gospe, da ne vsak jo primeta za eno roko, da bo lahko izvedla evtanazijo. In to je tudi potem zdravnica naredila in tudi popisala, kaj se je zgodilo. Zato, ker v bistvu to je pa poročilo, ki ga mora zdravnik narediti, ko naredi evtanazijo, mora narediti poročilo. In je poročilo šlo na sodišče in sodnik je v bistvu, ko je pregledal, oziroma ta sodni izvedenec, ko je pregledal to poročilo, je rekel, tukaj pa stvar sumljiva. In so dali potem primer na sodišče, primer je bil, ali je zdravnica ravnala v skladu z zakonom. In razsodba, ki je prišla, je, da je zdravnica ravnala v skladu z zakonom. Torej, je zdravnica naredila prav, da jo je evtanazirala. Tukaj vidimo primer, kako je oseba z demenco velikokrat ne trpi nekih fizičnih bolečin. Seveda se ne zavemo, da se ne zaveda, ne ve, kaj dela, se izgublja in tako naprej. In tudi razpoloženje niha pri teh ljudeh. In zdaj, kdaj boš ti naredil to zadevo, kdaj se boš odločil, na kakšen način se boš odločil. In vidi pa se, da zakonodaja sploh na Nizozemskem, v Belgiji, zelo ščiti zdravniki oziroma zelo ščiti zakon. Mi nimamo prekrška na tem področju. Mi nimamo zdravniške napake na tem področju. Mi nimamo, se pravi, ni podatkov, tako velikokrat se reče, tudi zagovorniki rečejo, saj ni nobenih zlorab. Nobenih zlorab ni na Nizozemskem povedali. A ni čudno, da ni niti ene zlorabe? Da v 20 letih niti enega primera, niti en primer ni šel narobe? Se pravi, ne sme iti nič narobe, ker se mora ta
ta zadeva ohrani. Tako vsaj izgleda stvari. Nevladne organizacije, ki spremljajo, ugotavljajo, da 1/3 primerov nima ustrezno urejene dokumentacije, ko so šli pogledati. Sprav, pri 1/3 primerov ne vemo, kako je stvar potekala. Zdaj samo še to, kar je Kongregacija za nauk vere izdala, navodilo, tole je v bistvu, če bo kdo želel, Usmiljeni Samarijan je naslov dokumenta, ki ga imamo tudi v slovenščini, in noter je predstavitev cerkvenega stališča o evtanaziji in pomoči pri samomoru, zelo na kratko, v bistvu to je 20 strani vse skupaj, prvih 10 strani je razlaga, kaj je evtanazija in zakaj je nesprejemljiva in tako. Potem je pa napisano tole, da da se tistim ljudem, ki bi se odločili za evtanazijo ali pomoč pri samomoru, ne sme podeliti zakramentu. Torej, če nekdo želi narediti evtanazijo, se pravi se evtanazirati, in katoličan, recimo, zdaj na Nizozemskem, v Belgiji, v Španiji, želi končati svoje življenje, se mu ne sme podeliti bolniškega baziljenja, ne sme se ga obhajati in tudi v bistvu duhovni spremljevalec, duhovnik ali drug duhovni spremljevalec ne sme biti navzoč pri samem dejanju evtanazije. Tako je navodilo, čeprav praksa je tudi drugačna. Ampak navodilo vsaj zaenkrat se želi reči, mi v bistvu ne podpiramo tega in če se nekdo tako odločil, je to upor proti Bogu in mi v bistvu ne bomo zakramenti spremljali take odločitve. In tudi zaenkrat je tako, da se tudi zavrne prošnjo za cerkveni pogreb. Torej, če se ve, da je bil nekdo evtanaziran, če je to javno znano, potem ne more biti cerkveno pokopan. V čem je razlika med samomorom pa samomorom s pomočjo? Pri samomoru, ker vemo, da samomorilce je cerkev včasih tudi ni hotela cerkveno pokopati, zdaj vemo, da jih pokopljamo in da ne delamo nobene razlike, vendar razlog za to je, da mi rečemo, človek, ki je naredil samomor, ni bil prišteven v tistem trenutku. In prosimo Božjega usmiljenja za tega človeka, ki ni bil prišteven. Se pravi, predpostavlja se, da je samomor posledica neprištevnosti. Medtem ko samomor s pomočjo je pa ravno jedro tega, to, da je človek prišteven. Se pravi, da se zaveda, kaj dela in kljub temu to naredi. Tako da to je pa zdaj glede tega cerkvenega stališča. In čisto za na konec sem dal še dve misli od profesorja Jožeta Trontla, ki, mogoče se ga spomnim, da je bil predsednik Akademije znanosti in umetnosti in tudi velik zagovornik spoštovanja življenja do konca. In on je takole zapisal. Vsa človeška zgodovina prav do sedanjega časa je polna kršitev človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja. Vse bolj pa se širi tudi spoznanje, da je prav spoštovanje dostojanstva človeškega bitja in človeškega življenja temelj naše civilizacije in osnova za vse ostale vrednote, pa tudi osnovni pogoj za mir in blagostanje v človeški družbi. Sprav, če mi spodmaknemo dostojanstvo v smislu spoštovanja vsakega človeškega življenja, smo v bistvu spodmaknili temelje družbe. Ne gre samo za to, a bomo mi rekli, mi lahko dopustimo evtanazijo. Gre za to, da bomo mi spremenili pogled na življenje nasploh. Na to, kaj je vredno, na to, kaj je pomembno, na to, kaj ima neko trajno vrednost. In drugi navedek, zdravniki in ljudje v duhovnih poklicih se morda bolj kot kdo drug zavedamo, kako dragoceni člani človeške družine so šibki, stari, bolni, invalidi.
Ti so tisti, ki nas učijo lekcije o človeškem dostojanstvu. Ob tem, ko jim skušamo pomagati v njihovi telesni in duševni stiski, težko storimo zanje še kaj boljšega, kot da jim pomagamo ohraniti njihovo samospoštovanje. Spravi, takrat, ko je najtežje, da mi rečemo, ti si zame pomemben, ti si zame dragocen. In ne samo povem, to dobro je, da jim povemo, ampak da jim to tudi pokažemo. Svojo navzočnostjo, svojo skrbjo in tako. A s tem delamo nekaj pomembnega tudi zase, ko to delamo. Mi postajamo, tako kot sem prej rekel, bolj ljudje. Zdi se namreč, da družba lahko računa samo na toliko miru, sreče in blaginje, kolikor dostojanstva je pripravljena priznati svojim članom.